Spoštovani gledalci, dober dan. 23. oktobra bomo šli znova na volitve in izbrali novega predsednika države, ali vsaj kandidata za drugi krog. V studio družine smo povabili dva kandidata, in sicer tista, za katera menimo, da sta v ožjem izboru večine katoličanov. Anže Logar za nas žal ni imel več časa, se je pa našemu vabilu odzval Janez Cigler Kralj, kandidat Nove Slovenije. Dobrodošli. Dober dan, hvala za vabilo. Ni skrivnost, da je bil že mladi Korošec Janez Cigler dejaven kot skavt in tudi v vaši politični karieri vedno poudarjate, da ste kot katoličan. Vendar, gospod Cigler, kaj danes to pomeni? Ta beseda ima veliko različic izvedbe. Kako se vera kaže v vašem življenju, v vašem vsakdanu? Kako vas to oblikuje? Prva značilnost ali pa prvi pokazatelj moje vere upam, da je, da lahko vedno povem, kaj je razlog mojega veselja. In sicer to, da živim iz enega veselega oznanila, ene velike ljubezni, ki sem jo jaz sam deležen, jo čutim, recimo od Boga, in jo lahko tudi delim okrog. Se mi zdi, da je to ena taka maksima, ki ji tudi sledim skozi življenje, ki jo tudi čutim. Jaz nisem bil doma vzgojen v veri, ampak mi je bila vera podarjena na moji poti odraščanja in zato mi je še toliko bolj, se mi zdi, dragocen zaklad, ker sem res to začutil skozi vso mladost in potem odraščanje, ko sem iskal poti v svet, zasebno in poklicno, in sem lahko skozi vse dejavnosti, v katere sem bil vključen, ali v župniji, ali v dekaniji, ali sicer tudi v glasbi, širše, tudi moderiral sem prireditve, to živel in lahko rečem tudi o tem pričeval. Ampak ta vaše javno izražanje, tudi v političnem okolju izražate to vašo versko pripadnost. Zakaj? Lahko bi recimo zapisali v življenjepis, ali pa še to ne, zapisali nekemu oklepaj, ali pa še to ne, in vendar vi to poudarjate. Zakaj? Zanimivo je res, še posebej zdaj, ko sem se izpostavil kot kandidat za predsednika republike, je to zelo nagovorilo. Jaz tako razumem vsa ta vprašanja glede mojih pozicij, glede življenja, glede evtanazije, glede teh življenjskih stvari. A vam to ne pove, da pravzaprav te pozicije, to pozicioniranje ljudi zelo vznemirja? Jaz mislim, da se ljudje zelo sprašujemo, vedno, ne glede na to, v katerem času smo, od kod prihajamo, kam gremo, in skušamo nekako dati smisel vsemu temu, kar je vmes. In jaz jemljem to svojo kandidaturo tudi kot, lahko rečem, priložnost, da ne bežim od tega, kar sem, pa iz česar sem zrasel, pa iz česar zdaj živim, iz tega bogastva, ampak da nekako dam vedeti, da obstaja en velik smisel, ki nekako nas lahko vodi naprej in združuje. Moje glavno poslanstvo kot kandidat ali pa kot človek sicer je, da ljudi želim združevati, ne razdvajati. Se mi zdi, da je to ključno sporočilo tudi evangelija ali pa vere, ali pa naša dolžnost kot kristjanov, katoličanov. Torej ne bežim od tega, zato ker iz tega živim, iz tega imam jaz mojo moč in želim pač tak tudi ostati. Pri tem ste gotovo pristen, res vidimo, to izhaja iz vaše identitete, pa vendar iskreni moramo biti, te teme razdvajajo danes. Zakaj jih vseeno poudarjate oziroma izpostavljate? Se ne bojite, da bodo volivci ušli? Samo občutek je, da razdvajajo. Še enkrat, te teme zelo, zelo izzivajo današnjega človeka, ne samo katoličana, ne samo kristjana, ne samo verujočih, ampak vse ljudi zelo nagovarjajo. In se mi zdi, da je ravno zaradi tega tudi najprej lahko kak strah, kak predsodek. Se mi zdi, da velikokrat se srečam s tem, da številni, novinarke in novinarji, ki pač nimajo te izkušnje, ki jo imam sam, so najprej pristopijo z nekim strahom, zadržkom, kaj zdaj to pomeni, kaj vaša vera pomeni za vašo držo v politiki ali pa do sočloveka. In ko to razlagam, se mi zdi, da je strahu vedno manj. Še posebej pa, ko me osebno spoznajo, zato sem toliko hvaležen tudi za ta vaš pogovor, ki nekako daje priložnost tudi enega osebnega pogleda na stvari,
takrat je pa strah vedno manjši. Ko ti spoznaš osebo, se mi zdi, da se ti pa odprejo drugi vidiki. In skozi življenje sem šel z mnogimi prijatelji, prijateljicami, tudi rekel sem, da nisem bil recimo v veri vzgojen v primarni družini, ampak sem to skozi življenje, mi je bilo podarjeno, ne. Kakorkoli tudi v sorodstvu se srečujem z drugače mislečimi ali pa neverujočimi, ampak ko se spoznamo, vidimo, da smo pravzaprav vsi ljudje, ki iščemo neko srečo in pot skozi življenje. Kaj je pa še pomembno? Zakaj ne bežimo od tega? Zato, ker se mi zdi, da izrazito predsednik republike, funkcija, torej človek, ki opravlja to odgovornost, je tak, kakršen je kot človek. To se mi zdi, da je tako osebna ali pa osebno zaznamovana funkcija, da se mi zdi, da je prav, da že v postopku kandidature pač ne bežim od tega, kar sem, in ne gledam pragmatično. Pragmatizma je preveč, se mi zdi, tudi med 7 kandidati, ki tekmujemo ali pa se zdaj potegujemo za to mesto in nagovarjamo ljudi, se mi zdi, da je to moja prednost. Da sem tak, kot sem ponosen na svojo identiteto in s tem nagovarjam ljudi. Poglejte, krščanstvo ali pa naše pozicije, saj ni treba, mislim, moje delo v politiki ni pokristjanjevanje. Moje delo je biti priča tega, da mi nagovarjamo čisto vsakega človeka v tem, kar je. Pa še nekaj, če spoštuje svojo identiteto pa svoje korenine, lahko potem veliko bolj sprejemaš, spoštuješ vsako drugačnost in čisto vsakega. Vrniva se k tej vaši primarni družini. Tudi pred dnevi ste na televiziji Slovenija dejali, da ste odraščali v enostarševski družini, pa zdaj ste dejali, da ste vero kasneje prejeli. Lahko kaj več poveste o tej svoji družini, o vašem odraščanju? Hkrati pa bi se navezala na morda tudi očitke, da ste odraščali v taki družini in hkrati pa vedno poudarjate, to mnenje smo zasledili na Twitterju, kako pomembno je, da otrok odrašča z očetom in mamo. To zelo gre skupaj, to se zelo sklada. Ja, v moji družini, primarni družini je bilo veliko sprememb. Mislim, zelo zapleteni odnosi, čustva in sem del. Tako da, recimo, ne vem, rodil sem se še v klasično družino, potem sta se mama in oče hitro ločila, mislim, da sem bil star 5 ali 6 let. Potem smo nekaj časa živeli kot družina matere samohranilke. Eno obdobje je bil z nami tudi očim, ki mi je veliko tudi dal, tudi oče, očim, ampak kakorkoli večina tistega najpomembnejšega obdobja smo bili, se mi zdi, takle mama, sestra pa jaz. In smo mogli v tem okviru najti način prebijanja skozi življenje. To je ena izkušnja, ki me je zaznamovala in to je izkušnja, iz katere izhajam v hrepenenju po iskanju neke stabilnosti in hrepenenju po tem, kar pravzaprav zdaj imam en velik blagoslov, da živim, da sva ženo lahko rečem tako povezana, že 16 let poročena, da imava 4 res krasne otroke, zato ker sem kot deček ob doživljanju vseh teh sprememb in turbulenc v družini sam občutil, kaj to pomeni za enega otroka. In lahko rečem, da si takrat še pomisliti, še želeti si nisem upal, da bi jaz pa na področju družine ali pa odnosov doživel eno stabilnost. In sem jo. In mogoče s tem nagovarjanjem, kako je treba podpreti družino, še posebej pa dati otroku možnost, da odrašča ob mami in očetu, se mi zdi pomembno sporočilo za nas vse, za našo družbo, ker relativiziramo vse te odnose, da mogoče pa ni tako pomembno, kam otroka, recimo, kam je otrok posvojen, ker se recimo najbolj oglašam ravno ob tej razpravi v družinskem zakoniku, ko se odloča o tem, kam je lahko otrok posvojen. In se izhaja iz neke pravice staršev, da imajo pravico posvojiti otroka. Kdo ima pravico posvojiti otroka? Obratno. Otrok ima pravico biti posvojen v najbolj optimalna skupnost. Ampak to je res postopek posvojitve, ko je otrok že eno katastrofo v življenju dal čez, ostal je brez svojih staršev. In zdaj odločamo, mu poskušamo omogočiti čim boljši približek idealni pa optimalni skupnosti. In tam ne delajmo eksperimentov. Dajmo mu možnost, da odrašča ob prisotni mami in očetu.
Ob tem pa želim poudariti, da seveda so vse družine dragocene, čisto vsak starš, a je sam. Ali je to ločena družina, ali je to ponovno sestavljena družina dveh, ki nista poročena, kakorkoli. To so dragocene skupnosti, to so te skupnosti, kjer smo najbolj ranljivi in jih je dolžna država ščititi in zavarovati in jim pomagati, jih podpreti. Hvala lepa za tole pričevanje. Kakšen oče ste pa vi? Glede na te vaše izkušnje iz preteklosti, kako ste se postavili in zdaj dajete varnost svojim otrokom, ste radi oče? Ja, to mi je pa res ena najbolj, kako bi temu rekel, vlog, za katere sem najbolj hvaležen. Prva je to, da živim, druga je to, da sem lahko mož čudoviti ženi Klavdiji in tretja je gotovo to, da sem lahko oče tem 4 najinim otrokom. Mislim, da je bil pa to en največjih izzivov zame, ko sva se recimo pripravljala na zakon, pa potem na starševstvo, ko je to postalo realno, ko je Klavdija zanosila. In potem, ko sem se soočil s tem, da je tam eno bitje, za katerega sem soodgovoren in ki ga želim in sem hkrati dolžen tudi ga vzgajati po najboljših močeh. Manjkala mi je ta izkušnja očetovstva, kar velik del te izkušnje mi je manjkal, tako da sem v določenem obdobju začutil en vakuum pa en strah, da se ne bom mogel dobro postaviti, pa da ne zmorem, da nisem dosti dober oče. Moram reči, da mi je takrat pomagalo, ker sem se vključil v eno skupino za očete, ki jih vodi Miha Rutar. In smo skozi dobra vprašanja, dobro vodenje in pa skozi skupino očetov šli skozi te strahove, vprašanja, tudi dileme. Se mi zdi, da mi je zelo pomagalo postaviti se kot oče. Zdaj si lahko mislite, da ker so otroci stari nekje, najmlajši je 5 do skoraj 13, najstarejša, da so izzivi kar raznoliki. Trenutno je največji izziv zdržati ob že najstnici, prvorojenki, ko pravzaprav ima tiste svoje izbruhe, jeze ali pa žalosti in prav zalotil sem se, kako to, kar sem dobil bogastva ob vrstnikih, ob družinah, s katerimi se družimo, živimo, kako zdržati ob njej miren, pa ji povedati, da je ok, ampak da se ne moramo pa na tak način pogovarjati, da bomo iskali bolj konstruktivne načine, ampak da je z njo vse v redu. In velikokrat mi to uspeva, sem hvaležen. Ni to v moji moči sam, ampak je velikokrat tudi prav čutim jo Božja prisotnost. Zdaj, ker ste pa posebej rekli, kakšen oče ste, mi je pa glih Judita, prvorojenka, pred kratkim dala en feedback, pa se mi zdi dragocen, da ga delim tudi z gledalkami in gledalci. Prišla so do ene dileme, do ene težave in sem nekako res iskreno spregovoril, to sem res mislil, vem, da trenutno je zelo težko, veliko me ni, cele dneve me ni, pogrešaš, da smo skupaj, ker daje tudi jasna sporočila, da želi, da smo več skupaj in je zelo navdušena in to tudi zna ovrednotiti. Veste, kako je že zrela pri skoraj 13 letih, da zna ovrednotiti, kako je lepo, če smo skupaj, recimo kakšen vikend, preredki so, tudi če je to čisto razsuto, ampak smo skupaj in na koncu vikenda je ona ovrednotila, da je bilo zelo lepo in zelo dragoceno, da smo bili skupaj. Torej, jaz sem ji pojamral, da vem, da nisem idealen oče, da verjetno pričakuje več od mene, da je pričakovala več, ampak mi je rekla, mene je to kar, lahko rečem, mislim takle, sem kar, ostal sem brez besed, ko mi je rekla, ampak ati, glih zaradi tega si odličen oče. Tako da, čestitke. Vas kakšna posebna stvar mogoče res iztiri pri otrocih? Ja, veliko stvari me iztiri, saj sem normalen starš. Recimo, ne vem, zelo me iztiri, če imajo na voljo, mislim, res imajo na voljo dovolj hrane, raznoliko hrane in tako naprej. In potem, ko se odpravimo že v avto zjutraj, začne nekdo, da je lačen. In začne maltretirati vse nas s tem, da je lačen. Imel si čas, imel si priložnost, imaš izbiro, zato ker ti ni bilo všeč ali pa si se sam odločil, ne boš. Gre mi na živce tudi, ker puščajo kose perila povsod, kjer pač pade. Pidžame pospravljamo popoldne, ker so zjutraj ostale tam, kjer so se pač preoblekli. Take stvari, no.
Velikokrat mi gre pa na živce, tudi če so predvsem drug z drugim ne samo prijazni, ampak da so recimo, ne vem, da se neprimerno vedejo drug do drugega. Jaz bi rad na koncu, poleg tega, da sami najdejo eno pot v življenje, pa da so srečni, mirni v tem, kjer bojo in kaj bojo delali, bi rad, da se tudi med sabo dobro razumejo. No? In to me tudi iztiri, če niso prijazni drug do drugega. Predsednika republike včasih imenujejo tudi očeta naroda. Kako se počutite ob tem morebitnem nazivu? Kako boste vzgajali svoje otroke, torej državljane? Mislim, da je Kristjan Gostečnik enkrat rekel, da ne oče, ne mati spoštovanje in zaupanje ne pridobita, da ni že sam s tem, kar si oče, ampak da si ga moraš tudi vedno znova prigarata, pridobiti. Tako da tudi predsednik, po mojem mnenju, ni oče naroda kar tako, ampak si mora tisto zaupanje in lahko rečem avtoriteto, pa tudi to odgovornost za vse prebivalke in prebivalce pridobiti skozi svoje delo, pa skozi svojo držo. Malo komu to uspe. Skušajo sicer v današnjem času, mislim, ker pač živimo v realnem svetu, mediji, mogoče komu ta naziv kar podeliti in tako naprej, ampak to je širše, težko je reči, težko je biti oče naroda. Vsekakor si pa kot predsednik republike, tak kot si, moralna avtoriteta, ljudje te opazujejo, ljudje te ocenjujejo, verjetno, nezavedno ali pa nevede tudi sledijo. In sam bi skušal biti predvsem zgled tak, kot sem. To pomeni za mene osebno, da bi te svoje vrednote, ki jih zdaj dajem tudi v izbiro državljankam in državljanom kot kandidat, da bi še naprej živel, da bi iskreno delal v smer, da se družina podpre, da se te vrednote dela, skrbi zase, odgovornosti, prevzeti odgovornost, po katerih, ne vem, slovenski človek že stoletja živi, pa tudi evropski človek, da se to ceni in spoštuje, da se ljudem da tudi dostojno delo, dostojno plačilo za pošteno delo, delo se mora splačati. Sam bi te vrednote še naprej promoviral skozi svoje dejavnosti in skozi svoje besede. Ključno se mi pa zdi, da bi skušal delati tako kot oče najprej, da dam dostojanstvo in občutek vsakemu človeku, da sem njegov predsednik. In na drugi strani, da pomirim stvari in da ljudi združujem. Mislim, da smo kristjani še posebej k temu poklicani. Za konec malo bolj sproščeno. Včasih ste se pošalite, da ste Janez Svetokriški. Ta pridevnik namreč prihaja iz Svetega križa pri Dravogradu. Ampak lahko bi vam rekli pa tudi Janez od križa, recimo. Kateri vam je bližje? Vsekakor jezik vam dobro teče, to vsekakor. Hvala lepa. Ne nazadnje se od tega tudi preživljam. Kakorkoli, Janez Svetokriški je bil krasen pridigar, ne bom pozabil tiste njegove pridige o tem, kako sta se mož in žena prepirala, o tem, kako je en drug mož, eno ženo. Mislim, da za bodo in potem še ona, ko sta se skregali, še ona, ki se je potapla, je kazala škarje nenošne. Kakorkoli, ne bi rad bil pridigar, rad bi bil tisti, ki je aktiven, ki spodbuja k aktivnemu državljanstvu, ki vzgaja ali pa je zgled tistim, ki razmišljajo, ali bi se dali na razpolago drugim ljudem. Kakorkoli, križ me pa tudi spremlja skozi življenje. Zdaj, ko sem v svojem, lahko rečem, 44. letu življenja, vidim, da pravzaprav samo iz križa lahko pridejo lepi in dobri sadovi. In to bi rad ljudem povedal. Da se ne ustrašijo, predvsem mladim, da se ne ustrašijo preizkušenj, da se ne ustrašijo nekih negotovih situacij. To nas je naučila tudi COVID kriza. Ali pa vse druge preizkušnje. Da se ne ustrašijo neke izgube. Ja, je težko, ampak vedno imaš človeka ali pa Boga, na katerega se lahko nasloniš takrat, ko je težko, ko je stiska, in vedno imaš tudi neko možnost in upanje, da greš naprej, pa iz tega križa nastanejo lahko lepi sadovi. Lahko rečem, da moje življenje je samo eno pričevanje tega. No.
Lahko za konec nam kaj poveste o pristni koroščini? Morda kaj za svoje volivce ali pač za vsakogar kakšen zabaven stavek o koroščini? Ja, po moje bom vzel kar iz Milana Kamnika. To je en koroški kantavtor, ki je napisal pesem o Ravnah na Koroškem. To je bil pač moj prvi kraj po rojstvu, kjer smo živeli. In se sprašuje, zdaj pa že govorim koroško, zakaj se Ravnam reče Ravne? Zato, ker Ravne so en pukl in je treba skozi hoditi grta pa dolta. In pač kot Korošč sem navajen vsega. Sem navajen jeti dol in sem navajen jeti tudi gr. In mislim, da oboje je del življenja. Na koncu bomo pa vsi šli grta, kjer se bomo pač, upam, tudi do konca veselili. Hvala lepa vam. Za konec imamo pa mi za vas eno presenečenje. Izvedeli smo namreč, da ste pred svojo drago Klavdijo, s katero ste menda že od srednje šole, imeli že eno ljubico. Ja. Pripeljali smo jo v studio. Super. Če še snemate, a smem še eno zanimivo stvar povedati? Vsekakor, izvolite. Danes je 13. oktober, 2022. Na petek 13. oktober leta 2000, pa še polna luna je bila, sva s Klavdijo postala par. Čestitke. Bi nam kaj zaigrali? Jaz upam, da je približno uglašena. Bova videla hitro. Mislim, da je kar dobra, Kakšno iz vaših skavtskih, iz vaših mladinskih, morda otroško pesmico? Bom pa Adija Smolarja, ker sem se ob njem učil, pa še koroški rojak je. Dragi gospodje, predrage gospe, ljubezen skozi želodec gre. Če še tako zelo doma želite mir, ob slavi hrani se rodil bo prepir. Rešitev je preprosta, kar se da, zamenjajte recepte, ne pa partnerja. Od nekdaj ljubezni je pomagala dobra domača kuhinja. Hvala vam. Hvala vam za vabilo. Hvala lepa za obisk v studiu. Dragi gledalci, tudi vam za ogled. Želimo vam preudarno izbiro novega predsednika republike. Vse dobro.